Darko Topič, pozdravljen, spet smo v Domžalah. Kako se počutiš ob vrnitvi na ta stadion? Najprej bi rad lepo vse pozdravil, moram povedati, da imam kar tremo, tako pozitivno tremo. Lepo se je vrniti na stadion v Domžale, tukaj sem marsikaj lepega doživel, klub mi je marsikaj dal, tako da to je moj klub, ki ga imam rad in se počutim, kot da sem doma. Za Domžale si v celoti nastopil slabih 9 sezon. Leta 2003 si prišel kot član mlajših kategorij, se prebil člane, na koncu pa prišel do 4 lovorik. Kakšna je bila tvoja domžalska pot? Moram priznati, da moja domžalska pot je bila uspešna. No. Prišel sem iz enega majhnega kluba Mengša, se prebil v mladinsko selekcijo Domžal. Takrat sta me vodila Darko Barjuko pa Mile Stanković. Že takrat se je v Domžalah delala neka zgodba. Osvojili smo to prvo mesto, pripeljali mladince pa kadete v prvo ligo. Tako da pol v bistvu pa z Domžalam se pa točno pol ve, kaj je šlo pol naprej. Da je bila to sama ena lepa zlata era Domžal, tako da sem bil vesel, da sem bil član tega. No. Kot si rekel, prihajaš iz Mengša, torej okolice, blizu Domžal. A je bilo zaradi tega kaj drugače nositi ta dres, doživljati vse skupaj? Pa bilo je drugače, bil si bolj ponosen si bil. No, ljudje so te bolj poznali na ulici, pozdravljali so te, tako da je bil en tak lep občutek. No, po drugi strani si bil pa ponosen, da si iz takega majhnega kluba prišel, pa da si v bistvu vse to dosegel, kar je še en dokaz lahko mladim, da če si priden pa deloven, da pa verjameš vase, da se da doseči marsikaj. Med 2007 in 2009 si igral v drugih slovenskih klubih, pa v Avstriji, na kar si se vrnil in se veselil 2 lovorik. Katero bi izpostavil? Izpostavil ne bi nobene. No. Vsaka je bila res zgodba zase. Kakor sem prej omenil, ta klub imam rad in vsaka lovorika, vse dobrega, kar je prinašala klubu, smo bili tudi mi veseli pa srečni. Kako bi pa primerjal obdobja, ne? Torej tvoje prvo od 2003 do 2007 ali pa to drugo od 2009 naprej? To so različna obdobja, tudi takrat se je drugačen nogomet igral. Jaz se spomnim, ko sem v bistvu prišel v člansko selekcijo, je bilo res enega ogromnega talenta tukaj, enih vrhunskih igralcev, tudi iz tujine, ki so bili. Tako da takrat je bilo res težko tudi priti v prvo ekipo. Je bila res bistvena razlika, dobri tujci so bili, kvaliteten nogomet se je igral, slovenski reprezentanti so bili takrat tudi. Tako da potem pa, kakor pa v vsakih ekipah, no, je pol v drugem delu, ko sem prišel nazaj v Domžale, se je spet nova zgodba neka postavljala, tako da je bilo na začetku težko, no, zdaj pa na koncu vidim, da je bilo to vse vredno truda, da vidiš zdaj, kje Domžale stojijo, da so tako priznani, tako da sem vesel za to vse. Kot kapetan si pa verjetno doživel ogromno zanimivega. Zdaj seveda moramo vprašati, imaš kakšno anekdoto za naše gledalce? Imam, mislim, ogromno jih je bilo, posebej, ko sem prihajal v članski nogomet. Takrat se te vsi privoščijo, ne, seveda na pozitiven način, zaradi tega, da se prilagodiš, da se v bistvu čim prej adaptiraš v ekipo. Tako da bila je pa ena res zanimiva, ker nas je vodil Darko Barjukov. Bila je neka tekma, taka čudna prvenstvena tukaj v Domžalah. Vse je bilo nekaj nervozno, vse se je nekaj dogajalo na hitro. In je en soigralec prišel noter v ekipo, mislim v igro, in je bil ves zmeden, ni vedel kaj, in potem ga je trener, redi hiter, bil je pa out za nas. In tisti zmeden ni vedel, kaj da naredi, in je rekel, s čem izvajam, z nogo ali z roko avta, ne? Tako da smo se mi vsi začeli smejati, tako da to je bila res ena taka zanimiva. Ja, si pa sam veljal, ne bom rekel za pitbulla, ampak za nekoga, ki gre skozi na glavo. Ja, tako sem bil od majhnih nog naučen, no? Tako da nisem se nobenega bal, verjel sem vase. Tako da sem bil vesel, da sem bil tak, da sem prinesel eno dodatno točko borbenosti v ekipo. No. Kaj vse bi pa rekel, da ti je dal nogomet? Če bi lahko izbiral, a bi šel po isti poti, bi naredil kaj drugače? To sem se vedno vprašal, a bi kaj drugače naredil. Pa mogoče v kakšnih trenutkih bi mogoče drugače reagiral, kakor sem. Ne bi pa v bistvu zdaj za nazaj to v bistvu neki poglabljal se. Jaz sem bil srečen v Domžalah, bil sem vesel, da sem bil član tega kolektiva,
vsega, kar se je dogajalo, tako da ne bi spremenil v bistvu nič. Kaj pa meniš o Domžalah v klubu danes? Danes. Če gledamo klub zdaj, Moram reči, da je na izrednem visokem nivoju. Že takrat, ko sem jaz bil, je to bilo res na visokem nivoju. Slaviša Stojanovič, Filip Filipovski, Martin Magister, tudi vsa uprava gor, ki je bila, so že takrat skrbeli, da je vse na visokem nivoju. Danes je nogomet drugačen, glede vseh oblik, od taktičnega do fizičnega, do organizacijskega. Tako da danes, ko gledam Domžale, moram reči, da so zelo, zelo na visokem nivoju. No. Kaj pa Darko Topič počne danes? Darko Topič danes počne, da sem v bistvu zaposlen v podjetju iz Kamnika, ki se ukvarja s proizvodnjo pijač, to je Nektar Natura. Moram reči, da sem ful vesel, da sem tam zaposlen, ker je res zdravo podjetje. Treniral sem tudi v bistvu mlajše selekcije potem v Mengšu, potem sem počasi začel ustvarjati svojo družino, dobil otroke, tako da sem mogel počasi potem nogomet postaviti na stranski tir, da sem se v bistvu več začel posvečati v družini in časa ni bilo za kaj več. Bodo otroci tudi šli na športno pot? Pa jaz upam, da bodo šli, zaradi tega, ker nogomet, v bistvu šport je meni dal res marsikaj dobrega, tudi z osebnostnega razvoja in vsega, tako da starejši sin že trenira tukaj v Domžalah. Upam, da bo bil srečen tako, kot sem bil jaz in potem so tudi jaz srečen. Hvala za pogovor. Hvala vam.